Danes v Pomurskem dnevniku. Ste žrtev mobinga? Srečali so se pomurski poslanci in župani. Kurenti s plesom ob ognju preganjali zimo. Kmalu bo čas za novo bujto repo. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Ustrahovanje, obračunavanje s sodelavci, prostaško obnašanje. Vse to je lahko mobing, zaradi katerega je prizadetih vse več ljudi. Mobing je povezan z usodo posameznikov, pa vendar ni njihova usoda, temveč se zrcali v vsakodnevnem življenju. Kako ga prepoznati, pa v prispevku. Mobing je motena komunikacija na delovnem mestu, ki je izrazito obremenjena s konflikti med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi. Pri tem pa je napadena oseba v podrejenem položaju. Izpostavljena je sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom, da se jo izrine iz delovne sredine. Mobing na delovnem mestu se lahko kaže skozi številne načine in vrste. V vsakem primeru ga je potrebno presojati posebej. Bistveno je, da je posameznik v primeru, ko je mobingiran, potisnjen v nek slabši, neenakopraven, nemočen položaj, ki lahko na koncu rezultira tudi skozi osebne stiske, skozi psihosomatske težave in osebnostne probleme. Oblike so seveda lahko različne. Lahko je recimo nižje plačilo za enako delo. Lahko je podvržen stalnemu grajanju, preprečevanju napredovanja in podobnim oblikam, skratka, ker je postavljen v položaj, v katerem ne vidi rešitve. V posledici tega lahko pride do zdravstvenih težav, lahko pride do socialnih motenj in podobnih rezultatov, torej zaradi katerega je posameznik prizadet. Mobing ne pomeni enkratnega dejanja, nam razlaga pravnik, ampak gre za trpinčenje v daljšem časovnem obdobju. Praviloma daljšem sistematičnem ponavljajočem se ravnanju do nekega posameznika. V tuji in tudi v slovenski strokovni literaturi se je nekako izoblikovalo stališče, da mobing je podan takrat, ko traja, vsaj enkrat, dvakrat tedensko, pa skozi neko daljše obdobje 3-4 mesece. Pri čemer pa vir mobinga ni nujno nadrejena oseba, prej nasprotno. Tako ravnanje je lahko ne samo od zgoraj navzdol, torej od vodij do podrejenih, ampak tudi med sodelavci, pa zelo pogosto tudi strani podrejenih do nadrejenih. Mobing je za žrtev zelo resna stvar in zato je potrebno pojav kot tak tudi obravnavati, a anonimne prijave ponavadi ne zadostujejo. Običajno z nekimi anonimnimi prijavami res ne dosežemo nič. Svetujemo, da naj se prizadeti poskuša najprej s sodelavci oziroma z nadrejenimi pogovoriti in vkolikor to ne prinese ustrezne rešitve, ima seveda na voljo ustrezen postopek v skladu z zakonodajo. Ta predvideva, da lahko zaposleni poda prijavo pri pristojnem inšpektoratu za delo. Obenem seveda tudi poda pri delodajalcu zahtevo za odpravo kršitev in vkolikor kršitve v 8 dneh niso odpravljene, ima potem na razpolago tako sodno varstvo, kot tudi izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vzrok za nastanek mobinga je lahko tudi nesposobnost reševanja konfliktov, slaba organizacija dela, slabo vodenje, osebni motivi ali zmanjšanje števila zaposlenih. Pomurski župani so se v ponedeljek v Murski Soboti delovno sestali s pomurskimi poslanci. Delovnega srečanja se je udeležilo 17 županov in 4 poslanci ter predsednik razvojnega sveta regije, predstavniki pogodbenega partnerstva RRA ter nosilci regijskih projektov, vključenih v dogovor za razvoj regije. Namen srečanja s pomurskimi poslanci je bil predstavitev projektov, vključenih v dogovor za razvoj pomurske regije 2016-2019. Udeležence so seznanili s vsebino projektov z namenom pridobitve podpore pri zagotavljanju sredstev za te projekte, ki jih trenutno pred začetkom teritorialnega dialoga na resornih ministrstvih ni na razpolago.
Poslanci so pozdravili regijske projekte ter zagotovili, da bodo te po najboljših močeh zastopali. V nadaljevanju pa so pomurski župani poslance seznanili s ključnimi problemi ter izpostavili sistematično ukinjanje regijskih institucij in javnih podjetij ter prelaganje vedno več nalog in pristojnosti na občine ob sočasnem zmanjševanju sredstev, kar pa posledično pomeni izgubo delovnih mest, zmanjšanje števila prebivalcev v regiji, odseljevanje mladih iz regije in staranje prebivalstva, povečanje revščine in socialnih problemov, zmanjšanje podjetniške aktivnosti. Izpostavili so, da trenutna povprečnina zadošča za pokrivanje obveznih nalog, za razvoj pa zmanjkuje sredstev, pri čemer bo tako manjša investicijska aktivnost občin posledično prispevala k znižanju gospodarske rasti v regiji. V Sloveniji letno za rakom zboli okoli 13.000 ljudi, od tega več žensk kot moških. Pojavnost raka se zvišuje. Leta 2012 so tako na novo odkrili skoraj 3300 rakov, več kot 10 let prej. Nekoliko se povečuje tudi število smrti zaradi raka. Zaradi raka pljuč na leto umre skoraj toliko ljudi, kot jih na novo odkrijejo. Med najpogostejše primere raka še vedno sodijo rak na debelem črevesu, na pljučih, na dojkah in na prostati. Število smrti je še vedno najvišje pri raku na pljučih. Od zdravstva pa k bolj lahkotnim temam. Na domačiji drugega princa karnevala Matevža Zokija v Budini pri Ptuju so si o polnoči kurenti letos prvič nadeli zvonce, v roke vzeli ježevke in zaenkrat še brez mask, s plesom ob ognju in zvonjenjem pričeli odganjati zimo in zlo. Kurentov skok je že tradicionalni uvodni dogodek v kurentovanje. Začetek pustnega časa na Ptuju zaznamuje nočni kurentov skok, ko si kurenti prvič nadanejo zvonce, s katerimi zaplešejo ob ognju in s tem začnejo odganjati zimo in zlo v zameno za pomlad, srečo in dobro letino. Tudi letos se je nepregledna množica več 100 kurentov zbrala v Budini pri Ptuju, kjer domuje drugi karnevalski princ Matevž Zoki, tradicionalni gostitelj kurentovega skoka. Starodavni običaj namreč narekuje, da si lahko kurenti svojo opravo nadanejo šele na svečnico. Malo pred polnočjo so prihod kurentov na prizorišče, kjer jih je čakal velik kres, naznanili pokači. O polnoči pa so se okoli ognja pričeli zbirati kurenti z zvonci in ježevkami ter plesati svoj prvi letošnji ples. Kurentov skok, seveda po svečnici, v velikem krščanskem prazniku, je tisti čas, ki spada potem v pustno dogajanje. In to seveda danes o polnoči se začelo in seveda vse do pepelnice. In nekako z ognjem, z kurenti začnemo oznanjati, da je seveda ta čas pred nami. Ta v naših srcih, ta v naši duši in to. Predvsem lahko pričakujemo veliko in še enkrat veliko zabave in pa veseli fašenj. Kurenti s tem ohranjajo sporočilo iz preteklosti, ki pravi, da se na svečenico začne kurentov čas pojavljanja in začetek njegovega obredja, ki traja do polnoči pred pepelnico. Od polnoči naprej je torej številnim kurentom dovoljeno, da si nadanejo svoje ovčje kožuhe, opašejo verigo zvonci, nadanejo gamaše in težke čevlje, ter si glavo pokrijejo s kurentovo kapo oziroma masko. S kurentovim skokom so se uradno pričele tudi aktivnosti že 56. kurentovanja na Ptuju. Bujta repa, največja kulturno-zabavna prireditev v organizaciji kluba prekmurskih študentov, se bo znova zvrstila v prestolnici. Letos bo tako potekala že 59. Prireditev, ki vsako leto doseže velik uspeh z obujanjem prekmurske kulture med mladimi v Ljubljani, bo potekala v sredo 2. marca v festivalni dvorani. Dogodek že dolga leta navdušuje svojim kulturnim in kulinaričnim pridihom Prekmurja v Ljubljani in tako ohranja svojo tradicijo. Klub prekmurskih študentov si že od začetkov Bujte repe, ki segajo v leto 1957, prizadeva privabiti na dogodek čim več prekmurskih kot tudi ostalih študentov in drugih pomembnih gostov. Obiskovalcev je vsako leto več, kar le potrjuje njen sloves kot ene najstarejših študentskih zabav v Ljubljani. Prekmurske študente in druge goste bosta ponovno združili izvrstna kulinarika in dobra glasba. Dogodek se bo pričel ob 20. uri s tradicionalno večerjo, prekmurskimi kulinami ter bujto repo. Sledil bo pester program, zvrstili se bodo koncerti številnih slovenskih glasbenih skupin. Zabava pa bo trajala še dolgo v noč.
Današnje padavine naj vam ne pokvarijo tedna, saj prihaja lepše in toplejše vreme. Poglejmo si torej podrobnejšo vremensko napoved. Danes smo imeli pretežno oblačen dan z občasnimi padavinami. Opoldne so v Krinskem parku Goričko namerili 10 stopinj, v Lendavi 8, v Murski Soboti in v Radencih pa 7 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa bo občasno več oblačnosti. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter, hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8 stopinj Celzija. V naših krajih bo zmerno jasno s temperaturami med 4 in 5 stopinjami nad ničla. Tudi popoldne bo razmeroma jasno. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale okoli 8 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo razmeroma sončno. Temperature se bodo dopoldne gibale okoli ničle, popoldne pa med 7 in 13 stopinjami Celzija. V nedeljo bo nekaj več oblačnosti, zjutraj bo 6 stopinj, popoldne pa spomladanskih 13. Toliko smo vam, cenjene gledalke in gledalci, pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje, do jutri.